Na vrsti ste sedaj še najstniki, če niste morda že v šoli, so naslednje minute ustvarjanje za vas. Seveda tudi za ta velike starše, torej trenutna uspešnica, ki je šla pri založništvu tržaškega tiska, je vodnik za male popotnike in velike radovedneže ali na kratko Slovenija v žepu. Slovenija v žepu se na svojih 250 straneh predstavlja kot zapolnitev vrzeli v najstniški literaturi, kjer mladi bralci iščejo predvsem krajša besedila, veliko interaktivnih informacij in napotke za nadaljno raziskovanje. Z nami je tu jutro soavtor knjige in urednik pri omenjeni založbi Mitja Tretjak. Dobro jutro. Tako, dobro jutro Mitja in dobrodošel. Hvala. Ne bomo se vikali, dragi gledalke in gledalci, da nam tega ne bi zamerili, bomo še enkrat povedali, da sva z Mitjo tako rekoč tudi sodelavca. In pravilo je, da se med seboj tikamo. Seveda. Tudi pred kamero. Torej, koga ste imeli, Mitja, v mislih, ko ste vsi skupaj snovali tale vodnik? V mislih smo seveda imeli otroke, popotnike, radovedneže. Ne povem, da je knjiga namenjena otrokom od 8. leta do 99. leta, namreč tiste višje starostne meje seveda ni. Naj pokažem tudi knjigo. Želeli smo pripraviti knjigo, ki bi naj bila namenjena otrokom in smo kaj kmalu tudi v listanju literature, ki že obstajajo, ugotovili, da take literature, takih knjig, ki bi bile namenjene otrokom, da bi samostojno brali v bistvu pravzaprav v slovenščini oziroma takih slovenskih knjig, ni. Veliko je slikanic, veliko je knjig za starše, ki peljejo otroke na izlet. Mi pa smo želeli tudi zato, da bi spodbudili te bralne navade pri otrocih in tudi pri nekoliko starejših otrocih, se pravi najstnikih, smo želeli jim ponuditi eno čtivo, ki bi ga sami listali in sami odkrivali Slovenijo. In tako dobri smo, da jo danes ponujemo tudi našim gledalkam in gledalcem. Za vas imamo torej tudi ugankarski izziv. S pravilnim odgovorom si lahko prislužite tole knjigo. Naša telefonska številka pa je izpisana za vas. Mitja, izvoli z vprašanjem. Danes z vprašanjem. Tako vprašanje je sila enostavno. Bova tudi malo pomagala nekoliko kasneje. Vprašanje pa se glasi, kdo sta glavna junaka Slovenije v žepu? Tako. Slišimo, da je Ta dva sta, ja. Slišimo, da je tale vodnik izjemno popularen. Ljudje še kar naprej poprašujejo po njem. Kako se pa kaj ta trenutek dokopljete do knjig, glede na to, da vemo, da je knjigarna zaprla žal vrata, na srečo samo začasno, pa vendar se to verjetno pozna. Pozna se, seveda, predvsem v Trstu, v Gorici še vedno deluje katoliška knjigarna. Tako kot si povedala, v Sloveniji se knjiga zelo dobro prodaja. Lahko jo kupimo tudi preko spleta, spravi ni težav. Je pa res, da, vsaj tak je moj občutek, da so Slovenci v Trstu zdaj nekako na čakanju. Pričakujejo nov knjižni center oziroma knjižno središče, ki bo zaživelo, mislim, da upam, tako vsaj enkrat do poletja. Nekateri se podajo tudi na nakup knjig v Koper, drugi pa čakajo. No, ampak mislili smo tudi na ostale knjige, zato si jih tudi nekaj prenesel danes s seboj. Kaj je trenutek recimo še aktualno med mladimi, pa tudi sicer širše? No, širše ni dvoma, da so zelo popularne kulinarične knjige. Sploh vodniki so tudi zelo popularni. Mislim, da gre za najbolj se ljudje veselijo oziroma kupujejo knjige, ki jih lahko dlje časa uporabljajo, recimo kakšne priročnike, učbenike, takšne in drugačne vodnike. Je pa literatura, jaz mislim tako, da ljudje še vedno zelo radi berejo v knjižnicah, to tudi knjižničarke pridno potrjujejo. Ne vem pa, če kupujejo še romane in drugo literaturo, to pa bo treba bomo sedaj vprašali. Ja, bomo sedaj vprašali nekoga, ki se nam je pridružil in upamo, da pozna tale odgovor, čeprav niso še nič pomagala. Dobro jutro, komu in kam? Se slišimo? Upam, da nismo se po poti, ki izgubili smo, ker smo predolgo čakali. Najstnika sta tale dva, ki sta na naslovnici. Ja. Kaj lahko še poveva o njiju? Da sta razigrana in radovedna, potujeta po Sloveniji, imen ravno zdaj ne bi. Mogoče prišepneva ali počakava, da se nam resnično še nekdo pridruži, ker je nekdo z nami.
Pa poskusimo najprej brez pomoči, pa če bo potrebno, bomo seveda pomagali. Dobro jutro. Ja, dobro jutro. Kdo je z nami in odkot nas kličete? Ksenija tukaj iz Domžal. Lepo. Cela Slovenija je danes z nami. Kako lepo. Ja. Vam je vodnik kaj poznan? Malenkost, no, ampak bi ga rada še bolj spoznala. Pa mislite, da bo šlo z imeni glavnih dveh junakov? Mislim, da bo, sta to Nastja in Matej. Ja, pravilen odgovor. Čestitke. Ja, hvala. Lahko izkoristimo še priložnost, Mitja je prej govoril o tem, kaj se ta trenutek bere, kaj vi radi prebirate? Pa razne stvari, odvisno od razpoloženja. Vsekakor je vedno knjiga tam nekje. Ja, to pa. Še posebej tudi otroke vzgajamo v tem duhu, tako da to bo odlična knjiga za moje hčerke. Lepo, knjiga gre torej v prave roke. Počakajte prosim še trenutek z nami, da si lahko zapišemo vaše podatke. Za sedaj pa najlepša hvala, da ste sodelovali. Ja, hvala tudi vam. Mava ravno še toliko časa, da skleneva. Izšla je tudi žepnica. Kako pridno pa ta kaj potuje? Poleg Slovenije v žepu, ki je načeloma žepnica, ampak za take večje žepe, ne povem, da smo pred kratkim išel še en vodnik oziroma dodatek vodnikov, kako lep je Trst. Ta je tudi uspešnica že kar nekaj let. Gre za nekako dopolnitev literarni vodnik po središču mesta, drobna knjižica, zato pa nič manj pomembna. Tako da Art sprehod je naslov tej žepnici, šla je za prilike letošnjega oziroma že lanskega knjižnega sejma. Tudi ta je na razpolago po spletu, po vseh slovenskih knjigarnah. Nismo se še čisto navadili, da smo že v letu 2015. Tako. Kaj pa sledi v tem letu? Veliko novosti. Ravnokar je šla knjiga pri založništvu tržaškega tiska Čar prostora. Gre za opis dela slovenskih oblikovalcev in arhitektov. To bomo tudi zdaj predstavljali v naslednjih mesecih. Moram pa povedati, da ker zastopam v bistvu Slovenijo v žepu, da se bo tudi ta knjiga predstavljala predvsem v šolah. Veliko je zanimanja, predvsem med šolniki, učitelji in profesori geografije so navdušeni na to knjigo, tako da še bomo potovali, vsekako. Najlepša hvala, Mitja Tretjek, za tole jutranje druženje in upam, da kmalu spet. Tako, ostanite z nami, naj se v vas dokončno prebudi tisti pravi tekmovalni duh, saj je celotna četrtkova oddaja prežeta tudi z našo nagradno igro.